Dobrodošli spet v oddaji Spoznaj svojega mizarja. Vprašaj svojega mizarja. Danes bo tema pokanje lesa, ampak iz to spremembo, da sodelavec še ne ve, da bo imel to temo. Tako da kar pojdite za mano in ga bomo presenetili. Gremo. Evo, boš danes na videu. Ja, fino. Evo, tema bo pokanje lesa, tako da te prvo pozdrav naše zveste oboževalce in se malo predstav. Sem Rok, komercialist v mizarstvu Hrovat. Tukaj sem že skoraj 2 leti. Moje delo je, se pravi, prodaja, projektni vodja, nabava, kar pač šef naloži. Kje pa je don šef? Ga pa ni. Tamle zunaj ga vidi. Evo, no tako da je pa ne bolj, da kar začnemo, no, in da ne bomo pol predolgi. Kakor vidite, se malo lokacije spremenile, smo šli na tale sonček, a ne? Lušten, Ja, tako. Evo, pa kar povej, zakaj les poka? Les je naraven material Ja? in tukaj, to, kakor vsaka živa stvar, se giba, razteza, krč. Tako je tudi les. In les zato poka. Les je higroskopen material, kar pomeni, da vpija in oddaja vlago. S tem, ko jo sprejme, se razširi in ko jo daja, se skrči. Kako se vi, pa tudi mi kot mizarji, spopadate s tem? Kako to preprečujete v bistvu s pokanjem? Preprečiti tega ne moremo, lahko pa samo zmanjšamo delovanje. Eden najbolj pogostih načinov je sušenje lesa, se pravi na vlažnost, pri kateri les zelo malo sprejema, pa oddaja vlago. Ta druga možnost, ki pa bolj nova, je pa termična obdelava lesa. To je pa še v začetkih in še ni toliko aktualno. O tem pa kdaj drugič. Ok, super. Evo, zdaj pa imaš kakšen praktičen primer tega? Ja, imam tamle vzorce noter v delavnici in gremo lahko pogledat. No pa bejmo, evo, kar za tabo, samo jaz kamero pridem, evo. Ok. Evo, zdaj tukaj imam par vzorcev lesa, se pravi delov debla. Zdaj, če v tem primeru primerjamo, to je sredinski les. Sredinski les najbolj poka, ker je najbolj obremenjen, se pravi največje sile so tukaj noter. Zdaj, za deske mi izberemo ne sredinskega, ampak ta del lesa. Ta del lesa, ki manj deluje, manj poka. To iz strani tako izgleda, da je zunanji del debla. Tako. In se les veliko manj krivi, manj poka, tudi vzdržljivost je pol boljša. Da pa mi še malo bolj izničimo delovanje lesa, lahko pa les lepimo. Se pravi, naredimo iz večjih desk, vsaka deska po svoje deluje in vsaka deska izničuje tudi sile druge deske. Zato je ta les zelo stabilen. Se vidi, tle bi so bili sredine, tle bili strani. Tako. Tudi lepljenje tako, da se eno drugo drži. Ta les veliko manj deluje, veliko manj poka, poč čisto vsak les, eni bolj, eni pa manj. Evo, to je bilo pa izčrpno. Bi še kaj dodal? Ja, zdaj lahko govorim tle še 5-6 ur, ampak mislim, da bo dosti za danes, pa bomo naslednjič kaj več. Evo, ne bi mogel sam bolj povedati. Pridružite se nam čez 40 dni v novi oddaji, vprašaj svojega mizarja. Tako da zaenkrat pa hvala Roku in se vidimo. Komentirajte spodaj, lajkajte, všečkajte, delite, mahajte, vse kar lahko naredite. Evo, in to je to. Fajn bote in se vidimo. Čau! Adijo!